Dober dan, pozdravljeni, moje ime je Andrej Hladnik, zahvaljujem vam se, da ste prišli na to predavanje o zdravljenju z medicinskimi pijavkami. Sem hirudoterapevt, to pomeni, da zdravim z medicinskimi pijavkami. Svoje prvo izobraževanje za zdravljenje z medicinskimi pijavkami sem končal v nemškem Bibertalu, no potem sem pa to vse skupaj poglobil na študiju na Ameriški akademiji za hirudoterapijo pod mentorstvom dr. Alicije Kolicko. Vi, ki obiskujete podobne sejme, lahko opazite, da so pred 10 leti mogoče bili produkti, ki so se blazno prodajali, so obljubljali marsikaj, da so ti produkti danes v drugi vrsti, spet v prvi vrsti so pa novi produkti, ki spet obljubljajo ene te iste zadeve. Včasih bi se mi vseeno morali obrniti malo nazaj. Ljudje živimo v neki matrici. To pomeni, da nas vodi to, da vedno znova je nekaj novega, boljšega, nekaj, se pravi, nov mobitel je boljši od starega mobitela, nov avtomobil je boljši od starega avtomobila, nova televizija je boljša od starega avtomobila. Isto je pa pri samem zdravljenju. V bistvu mislimo, da nove tablete, nova zdravila so bistveno boljše od starih načinov zdravljenja. Vendar pa za zdravje bi se mi morali včasih obrniti nazaj, se pravi, da bi jedli prehrano in na način, kot so to delali naši predniki, in da bi se zdravili na način, kot so se zdravili naši predniki. In če se je kaj v zgodovini zdravljenja pokazalo kot uspešno, je to vsekakor medicinska pijavka, ker drugače se ne bi ohranila tisočletja. Se pravi, človek si za pijavko pomaga do svojega zdravja že par tisoč let. Tule za nami so ene megalitske strukture, megalitske zgradbe. Mi si dostikrat predstavljamo, da so naši predniki bili primitivni, nagi so okrog skakali z tisto kožo okrog pasu. V bistvu te zadeve pa kažejo, da vseeno so bili naši predniki visoko tehnološko in duhovno razviti. Drugače si težko predstavljamo te 130-tonske megalitske bloke, odrezane z lasersko natančnostjo, zložene skupaj, s tako natančnostjo, da niti list papirja ne gre vmes, ali pa velika piramida v Gizi, kjer so v bistvu proporciji tako pija, sončne svetlobe, zlatega števila. Se pravi, modern človek je mislil, da je nekaj takega v bistvu izumil, iznašel, prepoznal. Velika piramida v Gizi pa govori o tem, da so ljudje to že bistveno prej poznali. Zdravljenje s pijavkami so uporabljali že stari Egipčani, vsekakor so uporabljali Maji, Azteki, Galen, Hipokrat. To je indijsko božanstvo Dvantari, ki je človeštvu predalo znanje o ajurvedi. V svojih 4 rokah drži armito, se pravi nektar nesmrtnosti, disk energije oziroma čakro, školjko, ki nakazuje, da je vse vibracija in da se da zdraviti z zvokom, in pijavko. Zdravljenje z medicinskimi pijavkami poznajo tako tradicionalna kitajska medicina, tradicionalna arabska medicina, ajurveda že omenjena, pa tudi naši predniki v Evropi so poznali ta način zdravljenja. Na kakšen način so zdravili, v bistvu ne vemo. Vemo pa, da je bilo uspešno, ker se je to zdravljenje ohranilo do danes. Meni je mentorica podarila tole knjigo iz leta 1822, ko sem jo prebiral. Je v bistvu zelo zanimivo, da so s pijavkami zdravili zelo kompleksne zadeve, pa ne samo to, tudi aplikacije, se pravi, kam so pijavke aplicirali, je bilo zelo
na kvalitetna mesta. Se pravi, je jasno, da so zelo dobro poznali delovanje telesa in pijavk. Velik korak v zdravljenju z medicinskimi pijavkami je bil storjen v prejšnjem stoletju, se pravi drugi polovici prejšnjega stoletja. Predvsem gre zasluga za to ruskim znanstvenikom in zdravnikom. Se pravi, klasičnemu načinu zdravljenja so dodali akupunkturne točke, dodali so meridiane, dodali so čakre, predvsem pa dodobra se je raziskala pijavkina slina, ki je pa tako bistvo zdravljenja s pijavkami. Hirudoterapija je del bioterapije z živimi organizmi. Bioterapija pa je terapija, ki stimulira oziroma obnavlja imunski sistem in telesu lastno sposobnost zdravljenja. Hirudoterapija je v bistvu zelo resna terapija. Včasih si človek niti ne predstavlja, da lahko nekaj pijavk, ki se prisesajo na telo, v bistvu naredijo tak odziv v samem telesu. Pijavke povzročijo v telesu, da se limfa močno požene, da se cirkulacija močno požene, da se energetski sistem dvigne, da se živčevje stimulira in ko pride do tega, se pravi, te močne sile v telesu, lahko pride tudi do samih bolečin. Se pravi, način zdravljenja z pijavkami je nekoliko drugačen, kot ga mogoče poznamo. Moja mentorica je vedno govorila, da je v bistvu zdravljenje s pijavkami true pain to no pain, kar pomeni, da skozi bolečino pridemo do stanja brez bolečine oziroma do ozdravitve. Zdaj, vsaka aplikacija v telesu sproži odziv, ki pač vodi k vzpostavitvi homeostaze. Vsaka aplikacija oziroma z aplikacijami lahko delujemo na vse telesne sisteme, se pravi na limfo, na cirkulacijo, na prebavila, na mišičeve kosti, žleze, na dihala. In kar je zanimivo, da ko se, recimo, čist primer bom povedal, želi se pospešiti cirkulacija v nogah. To je v bistvu nemogoče storiti brez tega, da se ne bi pospešila tudi limfa, da se ne bi stimuliral živčni sistem, da se ne bi, sprostile mišice okrog mesta apliciranja. Tako da vse te aplikacije potem vodijo k vzpostavitvi homeostaze. Kaj se dogaja v telesu, ko se pijavke aplicirajo? Se pravi, prvo je, da se močno stimulira limfni sistem na dva načina. Se pravi, limfa potem potuje skozi bezgavke, skozi timus, skozi vranico in se telo na ta način razstruplja. Druga zadeva je, da se limfa v bistvu odstrani skozi podaljšano krvavitev skozi ranico. Druga zadeva je potem, da se cirkulacija močno pospeši, se pravi splošna cirkulacija pa mikrocirkulacija in potem pride v obolelih mestih do dobave, bom rekel, kisika in pa hranil. In na ta način se potem telo začne po naravni poti dvigovati. No, tretja zadeva pa je potem, ki je bistvena pri sami hirudoterapiji, je pa pijavkina slina, no, njej bom pa mičken več kasneje govoril. Zdaj, sama terapija poteka tako, da se je najprej seveda potrebno pogovoriti o sami patologiji, bolezni, ki je pač želimo zdraviti. Predvidi se približno potek samega zdravljenja, se pravi, navadno ljudje tudi želijo vedeti, koliko terapij
bo pač potrebnih, ne. No, potem se pa terapija začne, jaz apliciram pijavke na tista mesta, ki je potrebno, po določenem času se te pijavke odstranijo, lepo se povije, potem pa je potrebno, da se vsak posameznik opazuje, ne, ker vsaka aplikacija v telesu sproži določene procese. Čutili boste občutke, ki jih mogoče nikoli niste čutili, občutili boste bolečine, občutili boste pretoke, kako se limfa, cirkulacija, se pravi, odvisno, koliko ste pač senzibilni, ampak vse to so neki procesi, ki se dogajajo, treba je opazovati blato, treba je opazovati urin in na podlagi tega, se pravi, ko pridete naslednjič, se določi, ali se bo šlo nekje v zastavljeni smeri, ali pa je treba samo terapijo prilagoditi potem vam. Obstajajo različne metode zdravljenja, že prej sem omenil, se pravi, ruski zdravniki so razvili ogromno novih metod. Zdaj, prva je Krašenjukova metoda, to sta razvila oče in sin nevrologa iz Sankt Petersburga. V bistvu s to metodo se zdravijo nevrološke bolezni, gre pa za to, da se pijavka pusti na določenih točkah samo minuto pa pol do 2 minuti. Naslednja je Abuldazeva točkovna terapija, tu se pijavke pustijo v bistvu na meridijanih in akupunkturnih točkah od 5 do 10 minut in izredno močno stimulira telo. Potem je najpogosteje se nekje uporabljajo, se pijavke pustijo 15-20 minut na samem telesu. Klasična metoda je pa, da pijavko pustiš do konca, da sama odpade. Z modernimi raziskavami so ugotovili, da v večini primerov takšen način zdravljenja ni potreben, zaradi tega, ker ni bistvo kirurgoterapije odtok samih tekočin iz telesa, ampak vzpostavitev notranjega sistema, se pravi, da pride do notranjega čiščenja, da se telo notranje skozi filtre čisti, ne? To je osnova in bistvo. Ampak včasih, recimo pri krčnih žilah, pri vodi v kolenu, se pa pijavke pustijo do konca, zdaj, ker tam je pa zaželeno, da ta limfa pa medcelična tekočina izteče iz telesa, da priteče nova, se pravi, da pride lažje do obnavljanja samega tkiva. Obstajajo različne šole, zahodnoevropska šola se bazira bistveno bolj na lokalne, zdaj tudi pijavke so se na zahod vrnile skozi rekonstruktivno in plastično kirurgijo, se pravi, ko je prst bil odrezen, so ga nazaj prišili, je največji problem cirkulacija, pa so potem dali pijavko gor in ugotovili, da v bistvu zelo kvalitetno pomagajo in delujejo, ampak potem so pa ugotovili, da so še neke druge prednosti samih pijavk, ne, in so malo to raziskali, ampak vse skupaj je ostalo nekje bolj na lokalnem zdravlju. Ruska šola v bistvu pa ni prekinila tradicije, se pravi, v Rusiji pijavk nikoli niso dali iz bolnišnic, ne, in zato so te razvili pač metode, kjer je bistvo vzpostavljanje homeostaze v telesu. Zdaj, vsak terapevt ima različne tehnike. To pomeni, da če imate, se pravi, z isto boleznijo dva različna terapevta, bosta različno zdravila. Uporabljajo se pravi, za stimuliranje določenih stvari se lahko uporabljajo različne točke in to je tako kot pri masaži, ne. Glejte, tujina masaža recimo, pa dva maserja bosta malo drugače zmasirala, ne. Se pravi, vsak malo uporablja tudi svojo intuicijo, svoj karakter, bom rekel, nekdo rajši dela z manjšim številom pijavk, nekdo bo delal z večjim številom pijavk, tako da se te terapije malo razlikujejo, so pa neke osnovne, bom rekel, aplikacije, ki so pa
osnova zdravljenja, to bo pa v bistvu vsi hirudoterapeuti uporabljali. No, pa da še gremo na zvezde večera, rečem tako, se pravi, obstaja 650 različnih vrst pijavk, od tega jih je 15 samo primernih za zdravljenje v medicinske namene, praktično se pa uporabljajo samo te 3 vrste: Hirudo medicinalis medicinalis, Hirudo medicinalis officinalis verbana ali madžarska pijavka in Hirudo medicinalis orientalis. V Evropi praktično zdravimo samo s tema prvima dvema. To je ena stara slika pijavke. Slika 2 prikazuje glavo pijavke z 3 čeljustmi. Na teh 3 čeljustih pod sliko 3 so narisani zobje in med temi zobmi so žleze, tako da pijavka, ko zagrize, potem začne spuščati te žleze slino v samo telo. So pa hermafroditi, se pravi yin in yang, in ravno zaradi tega so v bistvu tako kvalitetne, so tako dobri rezultati, ko se pijavke aplicirajo na akupunkturne točke. Ljudi ponavadi skrbi varnost, zadeva je neznana, a je terapija z pijavkami nevarna. Zdaj, prvo, za zdravljenje z medicinskimi pijavkami se uporabljajo pijavke za farm, se pravi, iz narave se ne smejo imati. Tu na farmah so pijavke vzgojene v sterilnem okolju, potem pa morajo biti, preden grejo v samo prodajo, morajo biti več mesecev v karanteni. Ko pijavka zagrize, v bistvu vakuumsko zaščiti samo rano, potem pride še do podaljšane krvavitve, tako da se ta rana izpere. Vsaka pijavka se uporabi samo enkrat, zaradi tega, ker je pač kot injekcijska igla, se pravi, mora po sami terapiji iti v uničenje. No, v Nemčiji, ko sem bil na šolanju, so nam predstavili študijo, po kateri na 100.000 terapij pride do 15 nezaželenih reakcij, se pravi, to govorimo o promilih, pa še od teh 15 reakcij je največ sekundarnih infekcij, ne. Do teh pa pride, srbi pa se ljudje praskajo in zato me zanijo za nohti, pač se inficira, drugače pa praktično je terapija z medicinskimi pijavkami izredno varna. To sem pa tako rekel, da je pijavke potrebno uničiti po vsaki terapiji. Najpomembnejše, se pravi, to naše babice niso vedele, so mislili, da pijavka popije neko slabo kri iz telesa. Bistvo zdravljenja z medicinskimi pijavkami so hirudosubstance, najbolj znana je hirudin. V bistvu hirudin preprečuje strjevanje trombocitov, se selektivno veže na njih in se naredi taka pasivna spojina in to preprečuje hipoksijo, apoksijo in infarkt. Naslednja spojina je kalin. Kalin preprečuje, da bi se rana zacela in zato tega pride do večurne krvavitve in to v bistvu rano spere, zato ne prihaja do infekcij. Destabilaze povzroča hitro topljenje krvnih strdkov in zaradi tega je zdravljenje s pijavkami tako uspešno pri trombozi. Potem je tu bdelins, ki ima protivnetne učinke in zmanjšuje zatekanje. Hialuronidase povečuje viskoznost tkiva, se pravi, ko pijavka zagrize, hialuronidase omogoča, se pravi, naredi tkivo bolj pretočno, tako da lahko substance grejo bistveno globlje v sama tkiva. Eklins, to je skupina proteinov, ki delujejo protivnetno.
potem histaminu podobne snovi te širijo žile, se pravi omogočajo, da pride do boljšega pretoka. No, zaradi tega se tudi recimo krčne žile pa poleti ne smejo zdraviti z pijavkami, ker še dodatno širijo žile. Potem pa so tu anestetične substance, se pravi te substance pa omogočajo, da je zdravljenje s pijavkami v bistvu dosti neboleče oziroma pomagajo pri bolečinah v telesu, ko imamo bolečine, ko imamo išijas, ko imamo bolečine v kolenu in tako naprej in to v bistvu pomaga. Zdaj pa tipične bolezni, ki se zdravijo z medicinskimi pijavkami. Zdaj bom kar par citatov prebral. Pravi, nemogoče je našteti vse bolezni, ki se lahko zdravijo s hirurgoterapijo. In pogosto pijavke zaščitijo ljudi pred operacijami, še posebej v primeru hemoroidov, krčnih žil in krvnih strdkov. Dr. Svetlana Komisarov. Ta živa tabletka nosi v sebi vso lekarno. Ko se prime naše kože, zlije v našo kri več kot 100 različnih biosubstanc. Dr. Vladimir Kozirov. Ko prestanejo pacienti bypass operacijo, je veliko ljudem usojeno, da jedo zdravila vrsto let. Kemikalije v njih škodujejo želodčno steno, jetra in poslabšajo krvno sliko. Dosegal sem izjemne uspehe s hirurgoterapijo, s pomočjo katere se raztopijo majhni strdki, o tem pa ni nobenih negativnih vplivov na ostale organe. Vladimir Koklušenkov. Prva zadeva, ki tudi pri nas ljudem je zelo dobro poznano, da se pravi, to znanje je še od babic ostalo, da pijavke izredno dobro delujejo na krčne žile. Pri krčnih žilah se ne zdravi samo krčne žile, ampak je vedno se dela na samih jetrih, dela se na sami cirkulaciji. Zdaj, od 7 pa naprej terapij, se pravi v najmanjše število terapije, potem tu 7, zdaj pa če je več, odvisno kakšne so žile, je pa treba še dodajati. Pasevec herpes zoster, v bistvu z 4 terapijami, ko je stanje akutno, z 4 terapijami v zelo kratkem času se herpes v bistvu posuši, potem pač koliko še traja, da kraste odpadejo, ampak to je v izredno kratkem času in izredno učinkovito, se pravi 4 terapije, pa se to zadeva reši. Voda v kolenu, voda v komolcu, se pravi razlika med tem, če greste vi na punktiranje in če date gor pijavke v tem, da dejansko bo pijavka naredila to, da pride do odtoka te limfne tekočine in medcelične tekočine, ampak teh 120 substanc, ki so v bistvu hirurgoterapije, bojo pa pognale cirkulacijo v kolenu ali pa komolcu in pride dejansko do zdravljenja, tako da uspešnost pri vodi v kolenu, vodi v komolcu je neverjetna, mislim, skoraj 100%, bi rekel, no. Potem sta tu katarakt in glavkom, se pravi pri glavkomu, če je pritisk v očesnem živcu tudi preko 30, po 2 terapijah pade pod 18. Tu je pa primer glavkoma, pacient je imel napovedano operacijo, se pravi mora iti na operacijo, zdaj tu ta bela pika se vidi, no, to je siva mrena. Po 2 mesecih isto oko, je katarakt oziroma siva mrena izginila v 95%. Klasika so tudi hemoroidi, se pravi hemoroide se pa lahko, se pravi, odvisno, zdaj, če je manjši hemoroid, se lahko že z eno terapijo pozdravi bolečina, izgine že med samo terapijo ali pa naslednji dan, se pravi, bolečine ne bo. Poleg tega pa te substance grejo v črevo in zdravijo, se pravi, to je spet bistvena razlika med operacijo in med zdravljenjem s pijavkami, ker
same substance v bistvu pozitivno delujejo na celotno črevo in pride do pozdravljanja. Se pravi, tipične bolezni, nemogoče vse našteti, jaz jih bom samo par omenil, se pravi diabetes tipa 2, ščitnica, Chronova bolezen, bolečine v raznih delih telesa, gnojne rane, bolezni srca, alergije, vnetja, bronhitis, astma, ciste, hematomi, težave z limfo, neplodnost, vnetje srednjega ušesa, tinnitus, težave s prostato, luskavica, težave s kožo, rehabilitacija po zlomih in uravnavanje pritiska. Osnova zdravljenja pri malo bolj kompleksnih zadevah ali pa tudi, če vam nekaj, bom rekel, da nimate nekih zdravstvenih težav, pa se hočete sam razstrupiti, potem je to hirudokompleksoterapija. Tu se stimulirajo vsi pomembni organi, vse pomembne telesni sistemi in to povzroči dvig imunskega sistema. Močno se stimulira limfa, se pravi skozi limfo, tako kot sem že prej rekel, se telo čisti patogenih elementov, toksinov in tako naprej. Pospešena cirkulacija pripelje v tkiva kisik, hranila in se telo začne po naravni poti zdraviti, se pravi pride do močne raztopitve telesa. Pijavke se lahko uporabljajo tudi v kozmetične namene, se pravi, tu se pijavke pustijo kratek čas na koži, se pravi toliko, da spustijo te substance, pride do povečane prekrvavitve obraza in normalno to napne kožo in gladi gube. Lahko se uporablja tudi pri zdravljenju ali pa pri pomoči, zaradi tega, ker dobro deluje na limfo, tudi za celulidis, vendar to sem pa opazil, da je malo problema zaradi kontracepcije, večina žensk ima kontracepcijo in je potem rahlo manj uspešno. Zdaj pogosta vprašanja so, se pravi, koliko terapije je potrebnih za določeno bolezen. Seveda to je vedno od vsakega posameznika čisto odvisno, kako odreagira, vsako telo drugače odreagira, tako da tu je težko reči. Potem, ali terapija boli, v bistvu terapija je zelo malo boleča, bistveno bolj zoprno je po sami terapiji, ko se začnejo ti procesi v telesu zdravljenja, čiščenja, razstrupljanja, to so pa stvari, ki so lahko malo boleče. Pa ali zdravljenje odstrani tegobo zavedno, se pravi, moramo se vprašati, ali smo mi pri sebi kaj naredili, ali smo kaj spremenili, ali smo spremenili prehrano, ali smo spremenili način razmišljanja, potem lahko zadeva se tudi za večno odstrani. Zdaj pa končal bi pa s tole mislijo dr. Vladimirja Kokošenkova, se pravi, z vsakim antibiotikom se pojavijo tudi nove bolezni. Da bi prekinili ta izpirjen krog, se vedno več znanstvenikov in zdravnikov zaveda, da je čas, da se tečemo k naravnim načinom zdravljenja. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, pa vas vabim, tule dol imam štand, pa da obiščete mojo spletno stran pijavka.si, tako da lahko dobite še kakšne dodatne informacije. Hvala.